Dober večer, dragi moji. Dober večer na oddaji Soul Room Show. Spet je četrtek in smo skupaj. Danes posvečam oddajo vam, drage ženske. Posvečam jo z namenom, da bi skozi druženje in skozi povezavo, ki jo bomo danes vzpostavili, začutili, da imamo v sebi moč, ki jo do zdaj mogoče nismo nikoli čutili. Mogoče ste se kdaj spraševali, zakaj v vas, v globini, občutite neko prizadetost. In le-ta se pogosto pojavi takrat, ko si to najmanj želimo, in takrat, ko bi pravzaprav si mogoče lahko rekli, zdaj pa trenutek, da sem vam lahko dober. V nas globoko nekje spodaj prebiva dejansko ali pa živi, temu bi lahko rekla tudi energija, ki ustvarja v nas ta večni občutek nezadovoljstva in še bolj izrazit za ženske občutek, da smo zavržene, da smo zapuščene in da v bistvu nimamo strani moških, ponavadi partnerjev, tega razumevanja za to našo prizadetost ali pa za to našo zavrženost ali zapuščenost. Zakaj je to v nas? Kaj smo naredili? Ali se nam je kaj takega zgodilo, da imamo to? Ja in ne. To je v nas kot program, ki nas po celem svetu dela nesrečne. In zato, če smo samske, to mogoče doživljamo na en način z željo ali preko želje hrepenenja, da bi imele ljubezen tega partnerja, ki bi imel za nas posluh, ki bi imel za nas besedo, toplino, srce. Če pa smo v partnerstvu, se pa iz te naše notranje prizadetosti lahko razvije tudi veliko neprijetnih občutkov in hkrati tudi tistih občutkov, ki nas držijo v tej stalni neki notranji napetosti, ki jo lahko vsak na svoj način ali jo vsaka na svoj način čuti. In ko pogledamo noter, zakaj se tega ne moramo nikakor osvoboditi. Tudi če je vse v nekem pomenu idealno, se tukaj iz tega našega podzavestnega to dviga, se da to čutiti. Odgovor je, ker je bilo to namenoma narejeno. In narejeno z namenom, da bi v resnici zaradi teh občutkov, ki izhajajo iz te notranje prizadetosti, bilo pravzaprav vse narobe. To je težko razumeti. Ker v bistvu svet, v katerem živimo in bi se vsi radi imeli lepo in srečno, v resnici to ni ta svet, ki bi nam to nudil. Ker v tem svetu je sreča zapakirana v eno predstavo, kako mora to izgledati. V tem svetu je tudi ljubezen zapakirana v ne samo eno predstavo, ampak več, kako bi moralo to izgledati. In mi te idealne slike ne v sreči in ne v ljubezni ne doživimo. Ali pa mogoče za kratek trenutek, povprečno pa ne. Zato ta občutek je večno prisoten. Ne, da je to samo kdaj pa kdaj, ampak večina časa je v nekem latentnem stanju, je pravzaprav nekaj, kar imamo noter in nam ni fajn, da imamo, ker vpliva na mnogo naših razmišljanj ali tudi na dosti teh občutkov o tem, kdo smo, kaj pravzaprav lahko imamo in kaj ne smemo imeti. In doživljale so to isto prizadetost tudi naše mame in seveda tudi naše prednice, če govorimo danes o ženskah. In zaradi tega,
ker iz te notranje lahko danes imenujem izraz tudi rane, ker iz tega stalno prihaja kot en tak vrtinec in vrelec nekih negativnih čustev, se to stalno meša v naše odnose, predvsem seveda, kadar smo v partnerstvu, to ponavadi se zelo, zelo poveča, ali pa sploh takrat najbolj pride na površje. In ko seveda naš partner v primeru, da dela po naših nekih idejah in predstavah, tako torej, kot si zamišljamo, pol mogoče, da se tako počutimo boljš. Nikoli pa se ne počutimo zares izražene in srečne. Zato, ker je nemogoče nas popolnoma zadovoljiti. In imamo prevelika pričakovanja, da bo ta, ki je na drugi strani kot partner, razumel ta naša pričakovanja. Da bo znal ta jezik, ki ga mi govorimo, ali da bo se znal vesti natančno tako, kot bi rade. To je praktično nemogoče. In potem se začenja pojavljati barikada, ki je z leti vse večja in večja, ker je ta prizadetost vse močnejša, ne pa manjša. Večina jih seveda to prizadetost potlači, ker je lažje s tem živeti. Če pa to v nekem odnosu, ko se recimo ženska zaljubi, takrat je to zelo izrazito, pride ven, postane pa lahko to nočna mora. In marsikatera ženska mi je rekla, v meni je ena žval, zadnjič je to rekla ena gospa, ki me noč in dan mori, ker ne moram nehati misliti na eno osebo in meni se bo zmešalo od tega. In takih primerov srečam zelo veliko, tudi sama te stvari zelo dobro poznam. In moderna, ali pa drugače bom rekla, psihologija in ostali pristopi, ki se ukvarjajo z osebno rastjo, imajo svoje razloge, zakaj je tako. To se pravi, da je to lahko iz otroštva, ker nismo bili sprejeti itd. Ampak tudi kot te stvari, ki so kot družinski vzorci tvojega otroštva, našega skupnega doživljanja nečesa, okolja recimo, tudi ko s tem nekako podelaš, se stvar še ne zaključi. Ker v resnici ta notranja bolečina, prizadetost prihaja iz enega dosti globjega vzroka, ki je na naši globoki podzavesti in je vsiljeno v nas in prihaja iz razloga, tako zelo preprosto povem, ker nekoč smo bili v eni taki lepi energiji enosti in so nas spet, bom rekla, ozadja, ki so vedela, kaj delajo, nekako oddaljila, odmaknila od te povezave. Povezave z izvorno energijo, povezave z to večnostjo, s tem, da smo enost. In to je taka nora, lahko rečem, bolečina in hrepenenje, da bi se v to spet vrnili. In naš to prenese potem v vsakodnevno čutenje, kar je pomeni želje, hrepenenje, iskanje utehe v nečem, kar je materialno, predvsem seveda spet govorim o človeku, govorim o partnerju, ki bi naj nas od znotraj toliko napolnil, da tega ne bi imeli. Ampak to se nikoli ne zgodi. In ko mi dobimo mogoče ko smo v nekem odnosu in ko iz ženske, iz nas začne to prihajati ven, mi občutimo to lahko do take skrajnosti, da postanemo tudi nekako, lahko rečem, agresivne, ker si za vsako ceno želimo, da bi dobili v srcu tisti občutek, da smo ljubljene. In moški na drugi strani, predvidevam, da smo v tem smislu moško-ženske, nikoli, tudi če se zdi še tako zelo obetavno,
ne bo dojel te naše globine. In tega ne bo razumel. In zato je dobro vedeti, da v bistvu res govorimo dva različna jezika. In zato s to prizadetostjo ni dobro v resnici diskutirati z moškim. Ker v resnici si s tem delamo še večjo barikado. Ker ko izpostavimo to našo prizadetost in jo prenesemo v vsakodnevnem življenju v čist take običajne stvari, zaradi katerih se to nam pojavi, ne? Ko si želimo več pozornosti, ko si želimo več nečesa v smislu ukvarjanja. In ko tega seveda ni ponavadi tako, kot bi si to želeli, je v nas prepričanost, da če pa bi bilo tega dovolj in če bi ta partner videl ali pa čutil ali pa nekako vedel, kaj jaz rabim in kaj meni na nek način, kaj si želim, da pol bi bilo pa vse v redu. Ampak mi v najboljši meri, v najboljši varianti, če tako rečem, naučimo tega našega partnera nekih stvari. In se bo mogoče potrudil, enkrat, dvakrat poskušal bo z glavo to delati. Ampak izkaže se, da mi to dobro čutimo, a je to iz glave, a je to srce. In lahko se zdaj ta partner, ki mu mi povemo, kaj ne dela, da bomo mi zadovoljni, da se bomo dobro počutili in tako naprej, se celo tega nauči. Ampak če tega srca ni zraven, je vse to zaman. In spet pride ven ta bolečina. In spet lahko rečemo, ne čutva se, nisva povezana, nimava nekje vmes. In ja, veliko stvari je lahko vmes. Ker iz te naše prizadetosti prihaja ven vse mogoče. Celo naši bivši partnerji, naše matere, če hočete, naši predniki in mi, ki bi lahko bile srečne in zadovoljne, v nekih trenutkih ne obvladamo same sebe. In se doživljamo nesrečne, ne počutimo se dobro v svoji koži. In lahko je celo navidezno tako vse, celo približno, kar bi si želeli, v smislu imamo otroke, družino, karkoli, ne, noter je praznina. In ne glede na to, ali se zdaj malo bolj dotikam partnerstva, ali pa če smo mi same kot ženske, je v vsaki ženski do konca ta bolečina prisotna. Če smo samske, potem se zamotimo. Najdemo neke hobije, najdemo pač nekaj, kar nas zadovoljuje, kar nas veseli, kar nas navdušuje in s tem se toliko ne srečujemo. Ampak kolikor hočemo iti v neko višjo zavest, se pa s tem absolutno srečamo. In zato je dobro, da se zavedamo, da dejansko resnično ni noben kriv za to. Celo to, kar bi največkrat pokazal s prsti, mama, ti nisi bila dobra do mene, nisi me imela dovolj rada, ali oče, ali kakorkoli. Celo to ne. Celo to je dobro nekako iz glave dati, da so sploh drugi krivi za to, da se tako počutimo. In tudi, če se nam je v življenju zgodilo veliko slabih stvari, zaradi katerih bi rekli, da smo mi upravičeno prizadeti, da smo doživeli neko težko izkušnjo, kot so prevare in podobno, to je samo ena izmed. Celo v tem primeru je prav, da rečemo, tudi jaz imam moč, oziroma samo jaz imam moč, popravljam, da vzdravim to mojo bolečino. In danes vas v tem spodbujam, da se naslonite na moč, ki jo vas speča. Z njo niste imeli povezave več ali manj ne. Ampak, če se boste k njej obrnili, jo boste našli.
Ta moč vam bo dala poriv, da se dvignete. Da iz svoje bolečine in mogoče celo trpljenja, zaradi stvari, ki ste jih doživeli, izstopite kot zmagovalke. In da se osvobodite te prizadetosti. Ker ta notranja moč ni od tega sveta. Ker vse, kar naša glava uspe prepoznati, uspe na nek način nam povedati, ne ozdravi naše prizadetosti. To, kar je globoko v nas zakopano in je dejansko že dolgo, dolgo tam, bi naj v tem času, ki ga vsi skupaj čakamo, da se realizira ta svet ljubezni. Torej v tem času je treba s tem zaključiti. In zato vas vabim, da se odprete moči, ki ni od tega sveta, in da to moč usmerite v zdravljenje te prizadetosti. Hkrati pa v zdravljenje vseh občutkov, ki so na nek način v nas bolečine naše preteklosti. Ker da bi se mi dvignili, se rabimo vsega tega osvoboditi. In zato se s tem, tudi če je to še tako težko, rabimo soočati. Ampak ne na način, da jokamo, da se valjamo v tem občutku prizadetosti. Ne. Ker če to delamo, se s tem nič ne zmanjša. Ampak s tem jasnim zavedanjem, da nosim že po genetiki v sebi ta nastavek. In da se iz te genetike da čutiti, kaj vse pa so pretrpele naše babice, prababice in tako naprej. In takrat, ko smo mi noter v tem, če rečem, vrtincu tega čustvenega odziva, ki se zgodi, sploh ni nujno, da doživljamo mi svoje občutke. Ker tukaj not smo mi povezani genetsko z rodom. In lahko se zgodi, da smo pod enimi močnimi občutki ene nesrečnosti, osamljenosti. Ali pa recimo temu, kar je dosti pogosto, da mi ne pripada ljubezen. Je dobro se vprašati, kaj če to sploh ni moje. Kaj če to nekaj zelo kolektivnega in je samo ena navadna laž. Ker kdo tebi, draga moja ženskica, lahko reče, da nisi vredna ljubezni. To so same laži. In spet, če rečem, da si vredna ljubezni, ne govorim, da se zdaj tam zunaj že pripravlja nekdo ali skratka oseba, ne? Govorimo recimo konkretno moškemu, ki bo zdaj to prišel in dal, in ne govorimo o tem. To je sicer najbolj močna naša iluzija, da je to res samo skozi ta način. Ampak, drage moje, vi si zaslužite več. Ker tisto je samo, sicer lepo, ampak je samo zemeljska ljubezen. In ta zemeljska ljubezen res lahko človeka navdihne za kratek trenutek, navduši, ampak večina odnosov, drage moje, s časoma zbledi, nimajo več žara, nimajo več strasti, pa ne mislim samo spolno strast. Govorimo o ognju, o energiji, ki jo lahko imata dva, ko se lahko ure in ure pogovarjata. Zakaj tega nimamo? Kaj se zgodi, da pride do tega, da dejansko umremo v odnosu? In spet vam dajem odgovor, naša prizadetost. Ker mi, ne da to manj čutimo, z leti čutimo več. In v nas so kot ena jezera te prizadetosti, ki jih rabimo
osvoboditi, očistiti. In zato je fajn, da ste se pripravljeni o tem pogovarjati, da ste pripravljeni se s tem soočiti, pa ne spet na način, koliko je hudo, jaz imam zdaj to prizadetost, ne, to ne deluje. Ampak s tem zavedanjem, če imam jaz avto, ki je rjast, jaz ga moram dati popraviti kličarju, moram ga pobarvati, ker bo šla ta rja naprej. S tem zavedanjem. Nekaj v meni je, ki jaz mogoče z glavo tega sploh ne moram popraviti. In res ne moramo popraviti. Niti z dejanji nečesa ne moramo popraviti. To lahko v nas popravi samo ta višja sila, o kateri govorim, ta moč, ki ni od tega sveta. In zato vam, drage dame, tudi danes želim, da občutite to moč. Da se z njo povežete, ker ta moč in ta sila Božje ljubezni ne prihaja od ljudi. In po tej ljubezni hrepenimo tukaj znotraj našega srca. Čeprav to v zemeljskem pomenu prenesemo v ljudi. Ampak naše hrepenenje je po tej združitvi. Da se mi povežemo nazaj v to enost, kjer ni več nobenih v resnici negativnih čustev. In samo smo izpolnjeni v sebi. In s tem tudi najbolj primeren partner za nekoga, ki bi tudi hkrati seveda naj bil postavljen. In v svetu, v katerem živimo, je danes problem, to vem, tudi lahko vam potrdim, da moški so več ali manj neodrasli, nedozoreli in iščejo bolj mamo in ljubico kot pa ženo. In imeti ženo ni lahko za moškega, ki se rabi ob tej ženi seveda spremeniti. Da je kompatibilna, zato ker ženska veliko več čuti. In ga lahko v marsičem tudi pouči, ker moški ima pač drugačne poglede. In mu lahko pomaga odpreti srce, če je dovzeten. Ampak pri tem bodite blage, ne agresivne. Bodite taktične. Naj ne gre vse samo skozi poslo, ker tam se hitro zaključi. Ampak naj se razvije v iskren pogovor, dialog, komunikacijo in kar vam zelo priporočam, v iskreno željo, da se spremenite. Ker mi smo se naučili, da smo taki, kot smo, okej. Ampak s to novo energijo, katero počasi stopamo, se rabimo uskladiti. Rabimo biti na tej valovni dolžini Božje ljubezni, da bomo ta svet, ki se tukaj nekje zelo, zelo počasi, pa vendarle približuje in je tukaj in sedaj, lahko živeli. In zato se rabimo spremeniti, da odmečemo naša stara pričakovanja, kaj bi moral imeti, kako bi moral izgledati in kaj bi me torej ali usrečilo ali pa izpolnilo. Ker vse to zunanje je stara energija. Hrepenenje po zunanjem svetu za vašega duha čist nič ne pomeni. Vašega duha lahko napolnite samo s tem, da ste prosti, čim bolj prosti vezav zemlje. Od odnosov do skrbi, do na nek način strahov. A se vam ne zdi nenavadno, da smo toliko polni strahov in da imamo toliko enih nezaupanj ali pa nezaupanj do sebe? To ni naravno. In zato vse, ki ste danes z mano in tudi tisti, ki boste poslušali, samo v srcih nagovorim, da obstaja moč. Moč božanske ljubezni, kateri se lahko odprete in katero nam je predal tudi Jezus Kristus. In ta ljubezen je za vse vas. In vsako srce, ki se ji odpre, jo tudi sprejme. In zato je samo ena cena.
da spustiš ideal zemeljske ljubezni. Sicer se to ne more zgoditi. In zato naj gre na vse vas in na vse vaše rodbine Božja ljubezen. Naj jo sprejme, kdor jo lahko, in naj bo ozdravljena ta zemlja tega vzorca in programa prizadetosti. Toplo vabljeni tudi na branje duha, kjer boste dobili več vpogleda, kje vi osebno ne morete izstopati iz tega trpljenja oziroma bolečine. In hkrati zdravljenje te vaše notranjosti, kar je tudi del tega branja zapisa. Želim vam mirno noč in Božji blagoslov naj se vas dotakne globoko v vas. Naj gre točno tja, kjer vi veste, da ga potrebujete. Mir z vami. Hvala. Lahko noč.